Kana, kako je prišlo do povabila za študij v Združenih državah Amerike? V bistvu se je vse začelo lansko leto maja, ker sem na Evropskem prvenstvu osvojila drugo mesto in pa so se mi začele v bistvu vse opcije odpirati. In takrat je pa olimpijska strelka Živa Dvoršak, ko je bila tudi v Ameriki, isto na West Virginiji, je še kar v kontaktu s tem trenerjem in je pač sporočil v bistvu, da so se mesta začela odpirati, ker sta dva zaključila letos in so v bistvu rabili strelce za naslednje leto. In je pol poslala moje rezultate gor in je pol v bistvu iz tega sva se z unim trenerjem srečala v Peruju na svetovnem prvenstvu, kjer me je povabil tudi pol na obisk, ki so ga oni financirali, pa sem preživela 3 dni gor. Sem bila cel dan z ekipo, ki so me pa mogli odobriti, ker če ekipa ne potrdi, pol pač ti tudi trener nič ne pomaga. Prav si se dobro obnesla. Ja. Si vesela? Zelo. Ker je to taka priložnost, ki ne pride vsakič in bi mi bilo žal, če je ne bi sprejela. Kaj pričakuješ? Pričakujem, da se bom veliko naučila, še dodatno že na vse to, kar znam in nabrala čim več izkušenj. Kdo te sedaj trenira, kje treniraš, kako? Trenira me ati, treniram pa na različnih streliščih, na različnih mestih, tako kot v Avstriji, v Sloveniji. Na priprave grem tudi v Srbijo, Nemčijo, kamorkoli je treba. Ti si začela zelo mlada, ne, se spoznavati s strelci. Ja. Kaj, pri 2 mesecih? Ja, v bistvu res. Mami in ati sta bila oba dva v reprezentanci, tako da sem pa že od majhnih nog bila na streliščih. Začela sem pa, ko sem bila stara 5 let, 6, nekaj tacka. Sem pa začela pol tudi sama streljati, malo za zabavo, pol se je pa začelo vse skupaj malo bolj resno odvijati. Kakšni so tvoji rezultati, če jih primerjaš recimo v svoji konkurenci, mladinski recimo, v Sloveniji, v Evropi? V Sloveniji sem kar na vrhuncu, no. Že nekaj lepega časa, kar se mi tudi dopade. V Evropi sem se pa začela lansko leto v bistvu izboljšavati, ker sem tudi osvojila naslov podprvakinje. Evrope? Ja. V kateri, v mladinski konkurenci? Ja, v U21. Si že blizu tudi članske reprezentance Slovenije? Pri nas je to malo drugače in v bistvu, ko si star 21 let, padeš v člansko kategorijo, prej si pa v bistvu bolj kot ne pri mladinkah. Kakšni so rezultati recimo zdaj tvoji v primerjavi s tistimi najboljšimi na svetu, v tej ženski kategoriji? Koliko krogov recimo ti manjka do svetovnega rekorda? Do svetovnega rekorda z mojim izboljšanim državnim rekordom mi jih manjka 12. Samo? Ali pa 10, nekaj takega, nisem ziher. To je koliko strelov? Ja, 60 strelov, če govorimo o malem kalibru, je to 20 strelov kleče, 20 leže pa 20 stoji. To je tudi olimpijska disciplina. Je. Ja. Kaj pričakuješ naprej? V Ameriki, recimo, kakor sem že prej rekla, izkušnja, bomo pa videli, kam se bo cela pot odvila. Kakšen pa je sistem ameriški treningov, tekmovanj? Vsak dan so treningi, minimalno 3 ure, potem imam isto kot fizično pripravo, psihično, vse imam na razpolago, tudi od fizioterapevtov, vse. Tako da bo super, pa pestro. Se veseliš verjetno tudi tega, da boš lahko močno trenirala? Ja, zelo, ker zadnje 4 leta sem bolj kot ne trenirala sama, ker sem se šolala v tujini, tako da ni bil tudi ati vedno z mano, da bi me tam treniral. Če se ustavimo še pri tem tvojem šolanju, kje se šolaš, pa tvoja izobrazba bo zelo zanimiva. To je res. Šolam se v Avstriji, v Brovlah, šolam se pa za puškarko. Puškarko, lahko to malo razložiš? To pomeni, da v bistvu, ko končam šolo, torej letos meseca junija, bom lahko v bistvu delala svoje puške. Si že poskusila? Ja, trenutno delam svojo puško. V bistvu kaže kar dobro, no. Mogoče mi bo malo časa zmanjkalo, da bo dokončana, ampak. Boš upala tekmovati s svojo puško?
bo lovska puška, tako da ne bom mogla. Ampak definitivno jo bom sprobala. Kaj boš študirala v Ameriki? Študirala bom pa strojništvo, tako da bom probala ostati nekaj isto v povezavi s puškami in z vsemi, ampak malo bolj specifično. Kje se vidiš kasneje v poklicu? Mogoče kakšen strojnik oziroma res, da probam ostati tukaj nekje. V strojnem poklicu. Ja. Kaj pa kariera strelcev je seveda dolga, ne lahko? To je res, če pogledamo Rajmonda Debevca, je lahko zelo dolga. Predvsem njega, ja. Bomo videli, ampak definitivno si želimo uvrstiti na olimpijske igre, kot večino sanj vsakega športnika. In delamo vse na tem, da bo to mogoče. Ana, najlepša hvala za pogovor in naj se ti uresničijo te tvoje sanje in želje. Najlepša hvala.